Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami nocoj je ponovno izjemna sogovornica, srčna zdravnica Tatjana Zorko, ki je doktorica medicine, specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine. Zaradi težkih življenjskih preizkušenj, tudi rak želodca, je začela intenzivno raziskovati svojo duševnost, rane in čustva, ter se izšolala še za psihoterapevtko. Polaga nam na srce, da poskušamo živeti bolj pristno, bolj preprosto, bodimo zadovoljni s tem, kar imamo. Na kratko, če smo dobri in delamo dobro, to odpira srce. Odprto srce pa je bolj zdravo srce. V tokratni oddaji se bomo dotaknili tudi 40-letnega dušnega sestrstva z Manco Košir, ki je bilo prepleteno z lepimi in tudi težkimi trenutki. S sejanjem semen svetlobe sta se medsebojno navdihovali in s svojo lučjo osvetlili številna življenja. Tatjana je predano stala ob strani Manci in njenima hčerkama med njenim zadnjim plesom, kot je Manca poimenovala proces poslavljanja od tega sveta. Njuna vez presega smrt, saj Tatjana še vedno vsak dan močno čuti njeno prisotnost. Čeprav je zdaj uradno v pokoju, Tatjana še vedno občasno deluje v zasebnem zdravstvenem centru Lorena v Črnučah, kjer predano nadaljuje svoje poslanstvo. S toplino, sočutjem in celostnim pristopom, ki združuje psihologijo in kardiologijo, pacientom pomaga razumeti izvor njihovih težav ter jim vliva upanje na poti k ozdravitvi. Na ta način ne zdravi le telesa, temveč svojo modrostjo in empatijo osvetljuje tudi osebnosti tistih, ki poiščejo njeno pomoč. Prisrčno pozdravljamo v našem studiu doktorico Tatjano Zorko. Tatjana, dobrodošla, kako si kaj? Pozdravljen, Dejan. Hvala za povabilo in za ta zelo lep uvod. Sama ga ne bi znala napisati tako. Hvala. Ja, mogoče začneva s to tvojo potjo. Torej, pot prebujenja, za srce s srcem sva dala naslov tudi najine oddaje. Kaj je bila ta tvoja pot prebujenja? Omenila sva tudi diagnozo, rak želodca. Verjetno je to tudi bil eden od teh sprožilcev, da si mogoče še bolj globoko začela gledati na življenje, na vse, kar se nam dogaja v življenju. Kako bi lahko opisala to svojo pot? Ja, če zdaj gledam nazaj, 69 let sem letos stara, potem vidim, da je bilo v mojem življenju veliko čudežev v resnici. Začelo se je tako, da recimo po osnovni šoli bi morala iti na administrativno šolo, ker moja mama, samohranilka, se je zelo bala, če bi šla v gimnazijo, pa bi potem ostala brez poklica. In potem je neka moja razredničarka jo prepričala, da bi bilo škoda, da ne grem na gimnazijo, ker sem tako nadarjena za jezike. No, in moja mama je seveda v strahu, da me ne bo mogla preživljati, nekako pristala na to. Ta razredničarka je predstavljala avtoriteto in res sem tam pristala in ker sem res bila pridna in veliko brala, sem bila res tudi odličnjakinja. Na ta način sem tudi seveda tešila vse svoje zdravila svoje rane. Sem potem mislila, da bom šla študirat kemijo, ker je bil ta študij na Pedagoški akademiji v Mariboru. In potem sem med počitnicami srečala dve medicinki, ki sta bili zaljubljeni v medicino, in jaz sem jih poslušala z odprtimi ušesi, z odprtim srcem in jasno mi je bilo, da samo na medicino in nikamor drugam. In moja mama je spet skoraj zadela kap. No, ampak spet mi je neki čudež pomagal, da sem res prišla v Ljubljano na medicino. Potem
sem ta študij končala, potem, torej vse, kar sem dosegla na tej poklicni poti, ki pa me je zelo izpolnjevala in ves čas učila in gnala naprej, mi je bilo tako dano. Seveda sem jaz delovala ves čas in veliko delala in, razmišljala in tako, ampak se mi zdi, no, da mi je bilo res podarjeno, a ne, veliko, in ljudi, ki so me podpirali, od učiteljev na medicinski fakulteti do nekih sorodnikov, prijateljev in tako. In ko sem, končala medicinsko fakulteto, sem ravno zdaj gledala, takrat so nam odvzeli pravico do naziva doktor medicine, tako da moja diploma je zdravnik. A res? Ja. No, to krivico so potem čez nekaj časa popravili. In potem, ko sem dobila specializacijo iz interne medicine, ves čas sem mislila, da bom šla na psihiatrijo, ker sem se ukvarjala z zdravljenjem alkoholikov. In hvala bogu, spet mi je bilo dano iti na interno medicino, ker v interni medicini sem pa res lahko združila vse to. No, in potem sem šla čez različna krožišča in križišča. Ko sem bila zaposlena v kliničnem centru, že kot specialistka interne medicine in se že ukvarjala s preventivno kardiologijo, sem nenadoma začutila, da to ni zame. Ta akademska kariera, raziskovalno delo, da to, kar sem jaz rada, je ta sobna zdravnica, navadna sobna zdravnica. Stik s pacienti, ne? Ja, ni bilo zelo ugledno. In zelo me je veselilo učiti študente, ne, to, propedevtiko in to me je res zelo veselilo. Vse ostalo, prav čutila sem, da to ni moje, a ne, in, spet sem imela to srečo, a ne, da sem dobila, priložnost delati v tem prvem zasebnem diagnostičnem centru. In tudi tam sem po 5 letih spoznala, ne, da ni to čisto to, kar bi jaz rada. In sem si nekako tudi bala sama sebi to priznati, zaradi tega, ker, sem mislila, ne, zakaj se pa jaz ne morem nekje ustaliti, pa ena služba za celo življenje, pa biti zadovoljna. So mi zelo, govorili ljudje, zakaj si ti tako nezadovoljna, saj sem bila res, ampak to je bilo hkrati neko gonilo. In potem, ko sem dobila to zasebno koncesijo za interno medicino, na srečo samo polovično, kar je pomenilo, da sem lahko delala poln delovni čas, dobila polovično plačilo, ampak ta čas sem lahko porabila res za pogovore s pacienti in tako. Tako da sredi tega, po 20 letih dela, sem pa imela neke težave z želodcem, takoj sem šla na gastroskopijo. Ta moj kolega, ki mi je delal gastroskopijo, mi je pokazal na ekranu to rano. In, jaz kljub temu, ne, da sem tik pred tem spremljala mojo prijateljico, ki je imela inoperabilni karcinom želodca, sem bila prepričana, da je to rana. Ne, sem imela tudi simptome razjede. No, in potem, ko mi je sporočil to novico, ne, da je to rak, nisem čutila neke hude, bolečine ali pa treme ali strahu, ampak sem takoj videla, da je rešitev v tem, da se da operirati, a ne. In po operaciji sem si rekla, čim prej bom šla nazaj delat, a ne, in sem res po 1 mesecu in pol bolniške šla delat. Ampak res me je to tako šele 1 leto, po mojem raku oziroma po operaciji, na srečo je bil v taki fazi, da nisem potrebovala radioterapije, kemoterapije, ampak je bila dovolj operacija, ki je bila pa vrhunska. Sem ostala brez želodca, ampak že takrat sem recimo vedela, da
medicina je znanost in je umetnost, a ne, ampak če hočemo res se zdraviti, in ozdraveti, potem moramo nujno iskati tudi komplementarne, da ne rečem alternativne, ker niso alternativne, ampak so komplementarne. In sem šla recimo, na bioterapijo, pa sem šla na refleksno masažo stopal, pa sem šla k eni imenitni, energetski zdravilki, ki je rekla: "Glej, ti nimaš želodca, ampak jaz bom ti omogočila, da bo energija želodca v tvojem telesu še naprej obstojala." In jaz nisem imela niti enega dneva težav, kot ga imajo ljudje brez želodca. Wow, to pa res noro, ne? Ja, in zdaj 22 let. In res je bila ta bolezen darilo, ker sem si upala bolj na glas živeti, ne. Bolj nekako, poslušati sebe, ne se tako umikati v neki lažni jaz, Tako, ja. za fasado, ne. In, ja, in zdaj po 22 letih sem res tako, se mi zdi, postajam neka svoja, no. Končno, ne. Končno, ja. Ja. Ja, In upam, da imam še nekaj let pred Absolutno. sabo, da bom lahko še bolj, no, to Še svoja. bolj živela to svojo esenco, ne, to, kar v Tako, resnici si, tako. ne. Ker ves čas sem se pa zavedala, tega, pregovora, ki mi ga je dal na pot moj učitelj, na začetku poti, ne, ta latinski pregovor: "Zdravnik najprej pozdravi samega sebe." A ne. To je osnova, ja. Ja, in jaz mislim, da to res ni nekaj živega, a ne, med kolegi, med zdravstvenimi delavci, a ne. Vse se smatra kot neki egoizem in to, ampak ni res, ne. Če ti nisi dobro, Ja. to ti najbrž tudi dobro veš, ne. Osnova, ja. Ja. Sebe poštimaš, da si pač dober človek, ne, in potem lahko največ Tako, dobrega narediš. tako, ja. Tako, odlično. Bova midva nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, prebojeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami krasna in izjemna sogovornica, doktorica Tatjana Zorko. Ja, Tatjana, dejansko se kot zdravnica zavedaš, ne, jaz bi si želel, da bi bilo več takih zdravnikov, ne, tudi ki mogoče delajo v sistemu, da bi se zavedali tega celostnega pomena zdravja. Ko sem še jaz to začel recimo malo bolj razglašati, ne, sem bil še čuden, pa so me hoteli tamle nekam zapreti, ne, pa skoraj da so mi prepovedali, da bi končal zadnje 3 izpite, sem imel do konca, ne, sem imel kar težko, bomo rekli, iniciacijo takrat, a ne, ko sem začel te holistične celostne pristope, a ne, malček bolj, dejansko, izražati, no, govoriti o tem, a ne. Zdaj se končno, ne, malo, spreminjajo stvari. Še vedno so pa nekateri ljudje, ki so zelo ortodoksni, zelo pač samo tisto, kar vidijo, tipajo, ne, samo to za njih drži. Kako mogoče ti vidiš zdaj ta čas, pa kako povezovati, združevati ta dva svetova, a ne? Mislim, da itak je vse na koncu eno, a ne, ampak ja, povezati te svetove, neke klasike, holističnega pristopa, a ne, komplementarnih metod, kot sva omenila v prvem delu. Kako je bila ta tvoja pot, tudi šolanje za psihoterapevtko, mogoče se malo dotakneva te teme zdaj, ne? Ja, to je res obsežna tema, ampak recimo, mi smo pred dobrim mesecem, praznovali 50. obletnico vpisa na medicinsko fakulteto. In, od 150 vpisanih takrat leta 74, se nas je udeležilo 75. In vsi, ki smo prišli, nekaj jih je tudi seveda že pokojnih in tako, vsi, ki smo prišli, smo tako bili veseli, da smo teh 50 let, vključno s študijem in potem delovanjem, mnogi seveda še vedno delajo, preživeli, bolj ali manj čudovito, a ne. Mi smo seveda še ta generacija, a ne, kjer je bil poklic zdravnika veliko bolj cenjen kot zdaj, a ne.
kjer smo res delali tudi na etični pogon, ne zaradi denarja, ne zaradi slave in tako. Tako da mi otroci socializma, no, smo imeli lažjo pot, kot jo imajo danes mladi zdravniki. Ampak jaz mislim, no, da samo nekateri zdravniki, redki nekateri, so drugačni od nas, a ne. Večina zdravnikov, se mi zdi, ima rado svoj poklic, to se pravi, imajo radi ljudi, seveda velikokrat ostanejo na tem nivoju žrtev tega sistema, ki je neki zmazek, bom rekla, a ne, Ja. politični, strokovni, ne vem kakšen, popolnoma po nepotrebnem vnaša to nezadovoljstvo in pri izvajalcih in pri uporabnikih. Ampak jaz sem vedno znova res tako navdušena nad tem, da pripadam zdravniškemu cehu, a ne. In se mi zdi, da ta naš ceh res potrebuje ne kritiko, ampak ovrednotenje, a ne. Ker človek, ki je pohvaljen, je veliko lažje dober kot človek, ki je kritiziran, a ne. Tako da jaz mislim, da veliko zdravnikov, ne, tudi mojih kolegov, ki zdaj že pogosto izkuša tudi vlogo pacienta, bolnika, a ne, in to je težka vloga, biti zdravnik in biti bolnik, a ne, se vedno bolj obrača tudi k drugim metodam, a ne, išče pomoč zase in s tem, kar zase poiščeš, dobiš tudi za druge. Ja. Tako da nas ni tako malo, ne. Tako, vedno več, ja. Vedno več nas je in hvala bogu, da je tako. In nekega dne bomo vsi Tako. tam, a ne. Čas bi bil, ne, pa Ja. tudi časi so, ne, že. Ampak moramo spoštovati sebe in druge, a ne. Moramo ovrednotiti sebe in druge, ne. Moramo uporabiti vse, kar znamo, ne ali to ali to, a ne. Združiti, ne. Tako, tako. Predvsem pa se moramo zavedati, po moje vsi, tega, kar je nas učil starosta, profesor Janez in Lev Milčinski, ne vem, če si jih ti poznal, Slišal, a ne. Kadarkoli si v dvomu, kaj narediti, kaj svetovati, si zamisli, da je to tvoja mama, tvoj oče, nekdo tvoj bližnji, a ne, in naredi točno to, a ne. Naredi vse, kar je v tvoji moči. Vse, kar je v tvoji moči, in seveda prosi za to moč, Božjo milost, ja. Tako, tako, a ne. To je osnova, ne. Ja. Definitivno. Kaj pa recimo ta pot izobraževanja tudi za psihoterapevta, mogoče kakšna zgodba, kakšen uvid mogoče deliš z nami? Ja. Jaz sem res skozi nagibala k tej psihologiji, a ne, k temu res duševnemu zdravju, a ne. Čeprav sem zelo hitro videla, da ni ločeno telesno, duševno, duhovno, socialno in da je to res vse eno. No, ampak potem, ne, ko so se v Sloveniji začeli pojavljati inštituti, različni, ki so nudili to večletno izobraževanje iz psihoterapije, sem se jaz vpisala na realitetno psihoterapijo, Glasarjevo šolo, ki sta jo vodila Leon Lojk in Boba Lojk, torej imeniten zakonski par v Kranju. In tam sem res študirala več let, to je res zelo resen študij, to ni delavniški sistem. Tako da, ja, v skupini sošolcev in sošolk sem to študirala, predvsem pa je študij psihoterapije na tem področju veliko boljši kot študij medicine, ker medicina se ukvarja z bolniki, z boleznijo, z drugimi, a ne. Psihoterapija se ukvarja z osebnim delom na sebi, a ne. Ti moraš toliko in toliko ur, preživeti, a ne, sam s sabo in s supervizorjem ali pa terapevtom, da bi ugotovil, kaj te žene.
In jaz sem res pomočjo tega večnega študija, a ne, tudi potem, ko sem to končala, sem se vključila v to šolo poslušanja Biser, z Alenko Rebula in Josipo Prebek, kjer se spet tako učimo o poti k sebi. Zdaj nedavno sem se začela usposabljati za prostovoljko v hospicu, ki ima pravzaprav naziv Pot k sebi, a ne. Kdo sem jaz, Ja, a ne? temeljno vprašanje, ne. To je temeljno vprašanje in ko na to odgovoriš, si odgovoril na vsa vprašanja, a Točno ne. tako, ne. Ja. Da spoznamo, kdo smo, ne, in da presežemo vse te rane, travme, vse te In tudi vzorce. kdo nismo. In tudi seveda, kdo nismo, da Ja. lupimo čebulo in da Tako, odpade vsa tako, iluzija, ne, tega tako, lažnega Tako, jaza, ne. tako. In potem nam ni treba delovati v tem trikotniku žrtev, rešitelj, preganjalec, ampak smo učenci, opazovalci, raziskovalci, a ne. Življenja, ne. Življenja, a ne, in potem nas tako bova rekla kakšno besedo o Manci, ne. Ona je bila res kraljica življenja, ne, in zato kraljica smrti. Definitivno, ja. Naša draga Manca, ne, jo zdajle res čutim tudi, da je z nama, Ja, ja, da pomaga zdaj z drugih nivojev, ne. ja, Ti si tudi stala, ne, ob strani, ko je, ne, bila tako kot je sama rekla, na tem zadnjem plesu, ja. ne, kako je. Ne vem, a sem jaz stala njej ob strani ali ona meni, no. Res je bilo to, vzajemno, no. Ampak, ja, tako kot smo ravno včeraj na hospicu govorili, ne, človek ne umre meni, umre sebi, a ne. In Manca je res umrla sebi in, na tem plesu niti nismo nekako plesali z njo, ona je bila ta plesalka, mi smo samo, gledali, občudovali, ploskali in nekaj malega naredili. Tako, ne. Se spomnim, ko je bila na 3. oddaji, ne, Prebujeno srce Slovenije, Ja. kako je podprla oddaje, kako, je tudi mene na neki način podprla, ne, me je imela zelo rada in jaz njo, ne. Sva si oba enkrat rekla: "V enem življenju sem ti bila mama." Jaz sem rekel: "Jaz pa isto čutim, ja." Tako da definitivno, ja, povezava, ne, ki sega izven tega, ne, 3D sveta, teh iluzij, ki so tukaj zdaj, ne. Mi smo neskončna zavest, ne, mi smo neskončna bitja, ne. Duhovna bitja, jaz pravim, ne, v Seveda. osnovi, ne. In imamo seveda vsa ta telesa, imamo, ne, vse te preizkušnje v našem življenju, ki si jih verjetno naša duša zbrala, ki je hotela okušati to življenje, ne, na neki ravni. In preko vseh teh nasprotij, težkih preizkušenj jaz čutim, da spoznavamo sebe, ne, da v bistvu prihajamo nazaj v stik s seboj in tako tudi vir, izvor, kakorkoli hočemo, ne, okuša, spoznava samega sebe, a ne. Ja, Mogoče res. še kakšna beseda na to temo, preden greva Ja. naprej. Jaz sicer nisem tako usmerjena v mistiko, sem pa globoko veren človek. Ne hodim sicer, k mašam in obredom, ja, hodim na duhovne vaje. V Smo tišino. hodili z Manco, ja, v tišino. Ampak ves čas čutim prisotnost, Boga, višje sile in, dokazov za to je recimo vse polno, ne. Manca je v času te bolezni, ki je trajala slabih 5 let, res trdo delala, da je lahko tako umrla, kot je. In da se je res vedno znova priklapljala na to energijo, ki ni v človeški moči, a ne. Recimo, ko je umrla in je že prej povedala, da moramo priti oblečeni v belo in z metuljčki in tako, sem jaz rekla: "Jaz tega ne bom zmogla, a ne, ker črnina je le barva žalosti, a ne." In tako, ampak ko sem se oblekla v belo, ne, sem se pa čisto drugače počutila. Ja, da slavimo novo, ne, življenje vseeno. Tako, ne. In sem videla, kaj je ona hotela povedati, ne. Ja, lahko žaluješ, ampak čim prej to žalost nadomesti z hvaležnostjo. Kaj vse, recimo, kaj vse sva samo midve skupaj doživeli, a ne. Pri tem pa je večina Slovenije njo poznala, a ne. Ja. In mnogih ljudi, ne, tako kot recimo tebe, se je res osebno dotaknila. Ne Točno to. kateri Dejan, a ne. Tako. Ta Dejan, a ne.
In, ona je res v svojem življenju naredila toliko dobrega zase, ne, vedno je rekla: "Pa saj to delam zase, to mene veseli." Mhm. Ampak samo če delaš nekaj, kar te veseli, uh, zase, lahko tudi delaš za druge. Absolutno. Ne gre drugače. Vedno je tako, ja. Torej, Tako, to je osnova. Dati, mislim, ja, ozavestiti to, kar je, delati iz srca in avtomatsko osvetliš tudi pot drugim, a ne. tako, Odlično. ja. Hvala. Bova nadaljevala, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami krasna in izjemna srčna zdravnica, doktorica Tatjana Zorko. Ja, Tatjana, ukvarjaš se tudi oziroma ne, zdaj se usposabljaš, šolaš v hospicu, a ne, kjer se ti odpirajo povsem nove dimenzije na umiranje, na smrt, na žalovanje. Lahko mogoče zaupaš kakšno misel na to temo. Ja. Torej jaz sem zdaj 3 leta upokojena in v tem času, sem res si vzela čas zase in za stvari, ki so mi dragocene in to. No, zdaj mi je pa Manca poslala od tam gor vstopnico Mhm. za, hospic, za usposabljanje, za prostovoljko. Mhm. In to je pravzaprav 6-tedenski, 2-krat na teden po 3 ure tečaj, kjer nas, strokovni delavci, društva Hospic, usposabljajo, ne za delovanje prostovoljca, ampak da bi bili usposobljeni za pot k sebi. Tako je tudi naslov tega, Mhm. In, 14 nas je v skupini, zelo mlade ženske, jaz sem spet najstarejša in en moški. In, to medsebojno učenje je zame tako dragoceno, ker, vidim zelo veliko razliko med medicinskim modelom, Mhm. ki mora pomagati, ki mora vedeti, kako pomagati, ki mora zdraviti, ki mora pozdraviti. In skratka, a ne, se ukvarjaš s človekom velikokrat kot objektom neke bolezni. Mhm. Ta, hospični, model, pa obravnava človeka popolnoma drugače. To se pravi, res dodaja življenje dnevom, ne podaljšuje življenja. Mhm. In smrt je umiranje je enako pomembno kot življenje. In mi pravzaprav, lahko samo sledimo. Ko, nas učijo, da ko greš k umirujočemu, ni potrebno imeti načrta ali pa smernic, kako ga boš obravnaval. Dovolj je, če si prisoten in če slediš temu človeku. Če te lahko sprejme, te sprejme, če te ne more sprejeti, ne, te ne sprejme. In to je zame pravo odkritje, res pravo odkritje in olajšanje hkrati. Ker seveda sem v svoji več kot 40, letni medicinski praksi ogromnokrat občutila nemoč, ker nisem mogla pomagati. Zdaj pa se mi zdi, da nekako dobivam moč, da ko bom s tem človekom, bom lahko točno takšna, kot jaz želim biti, a ne. To se pravi, enaka temu človeku, hkrati pa šele zdaj se pravzaprav, učim ne bojevati proti, ampak bojevati, pa to ni prava beseda, prizadevati si za. Mhm. Za vsak trenutek, za vsak dan življenja. In tukaj mislim, da je Manca pa ne samo za mene, ampak za celo slovensko, hospic, gibanje, ki ga je ustanovila doktor Metka Klevišar, ke vidim, da jo tudi poznaš in spremljaš, a ne. Ona je bila res najprostovoljka, a ne. In, s tem, ke je tako vztrajno, zastopala to idejo,
da umiranje ne sme biti tabu, ampak da je to del življenja in potem je s svojim umiranjem in svojo smrtjo na sebi dokazala, da je to možno. Jaz mislim, da je ta njena dediščina neizmerna, a ne. To je to, ne, in stara modrost pravi, ne, kakor smo živeli, bomo tudi umrli. Tako, tako. Tako. In ta recimo molitev za milostno smrt, a ne, je čudovita. Recimo smo imeli eno vajo, kako bi si želela jaz umreti, ti umreti, a ne. In potem so bile 4 možnosti. Ali umreš v 4 mesecih zaradi redke bolezni, na koncu boš v komi, ali umreš nenadne smrti zaradi infarkta kapi, ali boš dolgo živel, ampak boš imel v prometni nesreči amputirani obe roki, nogi, ali boš živel vsaj 4 leta z neozdravljivo boleznijo in boš podložen zdravljenju, ki ima veliko stranskih učinkov. Vsi smo se odločili, skoraj vsi, nekaj za to nenadno smrt, ampak vsi za te 4 mesece, a ne, Ker imaš več časa, ne. kjer bi se, ne za 4 leta, pa za hudo zdravljenje, pa tudi ne za to invalidno življenje, pa v breme drugih, ampak za 4 mesece, ko lahko se zmeniš sam s sabo, z drugimi ljudmi, ko lahko zaključiš svoje življenje, ko lahko vidiš vse, kar je bilo, sprejmeš vse, kar je bilo, in to je res dragocena smrt, ki tudi žalujočim omogoča, a ne, da ne žalujejo kar v neskončnost, ker žaluje, kdo težko žaluje, a ne. Žaluje tisti, ki ni živel, a ne, ali pa žaluješ zato, da nisi človeku povedal: "Glej, sprejemam te takega, kot si, rad te imam," ne. Skozi čakamo, kdaj bo to možno in kdaj bo to drugi naredil. Tako da za ta hospic zelo navijam, da bi čim več ljudi začelo razmišljati o tej možnosti, a ne, res tega učenja, kako živeti, da bomo lahko in lepo umrli, in da za sabo ne bomo pustili razdejanja in neurejenih odnosov in neurejenih stvari, Seveda, ja. ampak da bomo živeli to življenje tukaj in zdaj, ker jaz sem res ogromno ljudi srečala, pa ne samo v svoji praksi, ki so bili pravzaprav živi mrliči, a ne. Oni so hodili še po tem svetu, ampak energije za življenje ni bilo več, Torej, a ne. definitivno pomembno, ne, Ja. delati na sebi, ne. Ja, tekom ker življenja. hospic ideja je tudi to, bolečini se ne moremo izogniti, trpljenju pa se moramo, Ja, ne. točno to, ja. Ni, življenje ni trpljenje. Tako, in ne rabimo trpeti, a ne. Ne, ne, ni potrebno. Mogoče še kakšna anekdota, a ne, ke sta z mamico recimo tudi sodelovali, karkoli iz recimo življenja ali v hospicu ali tako, mogoče kakšna taka zgodba, ke je zanimiva, ne, ke bi bila za gledalke, gledalce. Ja, zdaj sem prav pod vtisom, ker en izmed naših učiteljev, Jani iz Novega mesta, pripoveduje zelo veliko šal, ne. In nedavno, ko smo imeli to šolo, je povedal tole šalo. Je rekel, k Muju tu pride ta smrt in reče: "Prišla sem po tvojo dušo." In Mujo reče: "Fata, za tebe je." Joj. To so te. Tako da mamica bi tudi, ne, se smejala temu, ker res je smeh nekaj, kar Ja, bi morali gojiti, in ta humor, ne, mamica je res imela ta dar duhovitega humorja Tako. in sama pri sebi, a ne. Tako, ta radost, igrivost, koliko je to pomembno, Igrivost. visoka vibracija, ne. Tako, tako. Ke odžene bolezni, strah Ja, in težave. ja, ja, res. Smo mi v višji energiji. Ja, in ja, jaz si žal ne zapomnim teh šal,
Ampak mislim, da je dobro te šale si pripovedovati, a ne. Če imava čas, bom še eno povedala. Lahko. Je tudi povedal ta Jani, da je ta Franci Kek, ta igralec, humorist, enkrat za dan mrtvih šel na pokopališče oblečen v dolgi črn usnjeni plašč in bila je tema in tako. In je spraševal te ljudi, če jih je kaj strah, ne. In potem so rekli, da niti ne. Je rekel: "Veste, mene je pa zelo." Kot da je prišel že od tam, ne, z drugega sveta. To so te zanimive, Ja. zanimive zgodbe in ja. Ja. Drugače sva se pa z Manco veliko smejali. Jaz sem bila seveda veliko preresna, a ne. Ampak zdaj me počasi to nekako jenjuje in to je in poleg res številnih daril, ne, ki jih je Manca zapustila, recimo vse te njene knjige, vse te zapisane besede, vse te oddaje, to bo večno, a Tako, ne. to ostane, jaz To rečem, ne. ostane, to je Kar zapuščina. posnamemo, kar zapišemo, to je res tisto. Tako, tako, Pustimo temu svetu in jaz pravim, tako. naš namen je, ne, jaz bi rekel vsakega, ne, da pustimo ta svet malček boljši, kot ko smo prišli, Tako. ne. Da smo mi pustili en pečat, da smo se malček nekaj Ja, premaknili, ne. ja. Potem ima naše življenje smisel, a ne, da je ta Samo mozaik Samo sestavljen. tako, zato se splača Tako. biti dober, a ne. Ja. In najprej ljubi samega sebe, a ne. Tako, To je božja zapoved. Tako, ljubezen. Ker samo če sebe ljubiš, če sebe spoštuješ, če sebe ovrednotiš, lahko še drugega, a ne. Tako. Ker vse te vojne, vsi ti nesporazumi so v bistvu posledica tega, Ja. da ljudje ne cenijo sami sebe, a Tako, ne. in so v strahu, so v egu Tako. in da bo zmanjkalo, da ni dovolj za vse, ne. Tako, In tako, se nekaj moramo boriti, kar je Tako. čisti nesmisel, ne. tako, Ko enkrat to zavestiš, da je v bistvu vsega več kot dovolj za vse in da ne Tako, rabimo se tako. več tega iti, a To ne. je res, ja. Odlično, hvala. Čas se nam je na žalost iztekel, še bi klepetal s teboj. Ja, Je res hvala. prijeten pogovor bil, tako da res hvala, moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, za vse, kar delaš in še kar boš soustvarjala v tem svetu in vse dobro ti želim. Hvala enako. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Ja, ohranite stik s srcem, uživajte življenje, veliko se smejte in svet bo lepši.